je namenjen vsem, ki ste toliko senzitivni, da čutite vse te spremembe na energetskih nivojih, in vsem, ki ne veste, da ste toliko senzitivni, da čutite vse te energetske spremembe in mogoče mislite, da se vam že malo meša. In če ste utrujeni, tako, bolj kot ponavadi in enostavno sploh nimate moči, ali pa ste skozi zaspani, ali pa taki matasti, ali pa imate kar za brez veze ene vrtoglavice, ali pa se vam zdi, da boste glih kar skup padli. Vse to so te prilagoditve, ki jih naše fizično telo pač dela. Če imate več nekih simptomov fizičnih, ki sploh ne veste, od kje so, ker pride kakšna slabost za brez veze, ali pa, ne vem, čutite živce v roki, ali pa nekaj vam čudno dela, ali pa tako brez razloga nekega normalnega, vidnega, zunanjega razloga, vsi ti fizični simptomi so lahko posledica tega, kar se dogaja na energetskih nivojih. Potem, če pogledamo na čustvenem nivoju. Na čustvenem nivoju ste lahko bolj razdražljivi kot običajno. Stvari vas prej vržejo iz tira, ali pa enostavno je too much, vsega ne morete sploh več shendlati. Ali pa na drugo stran udar, pa je vse, pa ste popolnoma brez volje, utopeli, sploh tisti, ki bi drugače odreagirali, sploh je to too much, da sploh odreagirate ne več. Čustvena nihanja, zjutraj ste čisto v redu, popoldne ste, bom rekla v narekovaju, v totalni depresiji. Zelo te hitri premiki čustveni oziroma hitre čustvene spremembe, danes je tako, jutri je tako, en dan ste čisto ok, pa ste 2 dni totalno podrti čustveno, kar neki, kar pridejo ena čustva od nekje, ali kar ena žalost, ali kar en brezup, ali kar neki, bi človek rekel. To je tudi vse posledica tega, ker se tudi čustvena energija ob vseh teh energijskih premikih sprošča. Za nami je 3-tedensko obdobje retrogradnega Merkurja, ki ni bilo čisto enostavno, marsikaj se je dogajalo. Za nami je obdobje mrkov. Za nami je precej napornega pol leta. Smo ravno na polovici leta, namreč januarja smo imeli cel kup retrogradnih planetov, potem skozi se nekaj dogaja in ta tempo, s katerim se dogaja, in tako hitro, kot se te stvari odvijajo, je nekaj, česar nismo vajeni. In naša fizična, energetska, čustvena telesa se morajo temu prilagoditi. Pred nami pa je polna luna v Strelcu, pred nami v tem mesecu nas čaka še poletni solstici, pred nami v tem mesecu je še en mlaj, in sicer 29. junija je spet nova luna. V tem vmesnem času pa vse tisto, kar se je v času mlaja v Škorpijonu odprlo, seveda se odvija in dogaja. Poleg vsega tega, kar se astrološko dogaja, zraven imamo pa še povišano Schumanovo resonanco kot posledico sončnih izbruhov. Sonce pa pošilja na Zemljo nove svetlobne kode. Ko se zemeljsko elektromagnetno polje vzburi zaradi novih svetlobnih kod oziroma tega, kar prihaja Sonca, se ta utrip poviša. Zdaj pa si predstavljajte, kako bi bilo, če bi vi skozi hodili naokoli z srčnim utripom okoli 140-150. V bistvu skozi dela. In naša telesa se morajo temu prilagoditi, zato ker ne glede na to, a vi verjamete, ne verjamete, a se zavedate, a se ne zavedate, a čutite, ne čutite svojo lastno multidimenzionalnost, ta vpliva na vas in vpliva na način, kako razmišljate in kako čustvujete in seveda tudi kako delujete.
In vse te stvari, ki se dogajajo in odvijajo, so namenjene dvigu naše zavesti. So namenjene temu, da bi odkrili to svojo multidimenzionalnost, da bi se z njo bolj povezali, da bi z njo bolj delali, da bi se zavedali, da to, kar smo tukaj, ta osebnost z imenom in priimkom, to ni vse. Da je to en majhen del tega in da pravzaprav je to obleka, ki si jo duša nadene, zato da lahko dobi izkušnjo. Smo v obdobju dvojčkov. Dvojčki iz tistega Merkurja retrogradnega, ki je bilo vse ponotranjeno, ta komunikacija, smo zdaj stopili v obdobje dvojčkov, ko je pa ta komunikacija vse navzven. Ko je pa komuniciranje veliko, ko pa vam možgani delajo na polno, ko bi se pa radi vsem pogovorili, vse skomunicirali, vse predali, ali pa vam v glavi naredi celo zmedo, ker je kar naenkrat toliko enih stvari, pa toliko enih misli, pa toliko enih zadev, da enostavno ne veste, kaj od tega sploh skomunicirati. Energije, oziroma tudi astrološko, tako kot je zdaj postavljeno, je, da vam da jasnost oziroma pomaga razumeti, kaj se je odvijalo, dogajalo v zadnjih mesecih, se pravi, kaj ste integrirali, kaj ne, kaj so tiste lekcije, spoznanja, izkušnje, ki ste jih potegnili ven. In da se to okrepi, je cvetna esenca kostanjev popek. Tako da ta je ta prva, ki je noter v mešanci. Ta druga, ki je v mešanci, je resa, ki ful enih misli predstavlja, oziroma cvetna esenca resa je za ta nemir. Ker tudi polna luna, ki je bo v strelcu, in strelc je ogenj, dvojčki so zrak, ki daš to skupaj vse na 100 koncev, in resa pomaga umiriti vse to. Tako da ta je tudi noter. In pa potem ta tretja esenca, ki je noter, je srobot oziroma klematis, ki pa pomaga prizemljiti stvari. Klematis je drugače esenca, ki je za tiste, ki imajo vse nekaj v luftu gor, tako kot dvojčki so. Ponovadi v luftu polni enih idej, polni enih zadev, polni enih tako, kot jaz danes zdaj, ko govorim, se mi zdi, da sem kar v tej energiji. In klematis pomaga vse to malo prizemljiti. Saturn ima zelo močen vpliv in Saturn je tisti, ki reče v redu, kakšni pa so tvoji temelji. Tako da ta srobot oziroma klematis pomaga te ideje postaviti na take temelje, da bo Saturn zadovoljen. Potem je pa tukaj seveda energija strelca, ki pa je vizionar, ki pa gleda v bistvu naprej, ki pa puščice strela tja nekam v prihodnost. In tukaj je pa datura, esenca dature, tista, ki to lepo tudi sfokusira. Zato, da je nek smiselen cilj, da to ni kar nekam. In pa hkrati pomaga narediti red v nezavednem. Ta datura je zelo tako, da v bistvu na nezavednih nivojih naredi red in pomaga ozavestiti tisto, kar je potrebno. Tako da, in zdaj, ker je noter kostanjev popek, bo pomagal ugotoviti, katere lekcije so, da jih ozavestimo, da jih integriramo in da ne ponavljamo napak iz preteklosti v prihodnosti. Potem je pa tukaj še ena esenca, ki me je presenetila pravzaprav, repuh. Repuh je pa ena taka ful prijetna vilinska energija, ki prinaša lahkotnost. Strelc je lahkotna energija, optimizem in tako, tudi dvojčki so taka lahkotna energija, ampak ta repuh pomaga to lahkotnost nekako uskladiti in pa uravnovesiti, da je, kako bi rekla, bolj prijetna, bolj in the flow, da ni tako tudi razpršena. In pa potem še nisem se mogla upreti, to je bilo pa tisti dodatek, ki sem rekla, tole tudi rabimo, in sicer oljna ogrščica, ki je iz, se pravi, prav moja slovesna esenca, ki je bila pa narejena prav v enem dnevu, ko smo imeli tudi zelo, zelo močno elektromagnetno vzburjenost
Zemlje, ker je bil en močen sončni izbruh in ko sem pač jo delala, sem dobila, da ta pa pomaga integrirati svetlobne kode, ki se pač sidrajo v naša svetlobna telesa tudi, in da je zato zelo priporočljiva za vse, ki so občutljivi na ta nihanja in pomaga pomiriti tudi energetski sistem, pomiriti meridiane, pač, da se vse to lepš nekako umesti in pa poveže. Tako da to je recimo pač za ta mesec ena taka priporočljiva kombinacija, tudi če nič drugega ne jemljete oziroma če ne veste, kaj bi. Esenca meseca vas bo vedno uskladila in vam pomagala, da se bojo energije tistega meseca vedno lepš usedle v vas in da boste lažje pluli, da ne bo toliko teh nihanj levo, desno, da vas ne bo toliko ven metal. In ta del energetski je potrebno kar precej zdajle z njim delati. Na fizičnem nivoju so to različni prehranski dodatki, ki vam pomagajo, pa vitamini, pa minerali, ki so zelo pomembni, ne, se zdaj dobro, hvala Bogu, imamo obdobje, ki je veliko svežega sadja in zelenjave. Na čustvenem nivoju je pa tudi potrebno, neki vam esence pomagajo, neki je treba zavestno delati, meditacije, vse te stvari, to se pravi, ni več opcijsko, ampak je nujno, če hočete preživeti dokaj normalno vse te čase. Je prišel še Odi nas pogledati, je prišel, boš kaj povedal? Pozdrav, reč, da ste vam, nehaj. Tako da ga bom upoštevala. Kaj čemo? Kdo je glavni pri hiši? On seveda. Ajde, čau, čau.